Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Pozdravljeni v zaključni oddaji 4. sezone podcasta Odprto. Tudi danes sem z vami Lenka Kavčič. Ob zaključku 4. sezone podcasta Odprto bomo povzeli ključne izzive, ki prevevajo našo družbo in naš prostor in na katere bo arhitekturna stroka morala najti odgovore v prihodnje. Čas, v katerem živimo, ne skopari niti s krizami, niti s stalnimi spremembami. Krize, podnebne, socialne, zdravstvene in družbene, se kar prekrivajo in prelivajo ena v drugo, ter se med seboj neločljivo povezane in prepletene. Enoznačnih, jasnih, natančnih in pragmatičnih odgovorov na vse dileme človeške civilizacije je manj kot vprašanj. Brez upoštevanja nastale situacije ne moremo legitimno govoriti o izzivih in vizijah našega bivanja. Na kaj lahko arhitekturna stroka vpliva direktno, na kaj posredno ali sploh ne. Arhitektura sama sebe danes neprestano redefinira v svojem obsegu, smislu, pomenu in nujnosti. Zato, da neko arhitekturo ovrednotimo kot uspešno, jo je potrebno ovrednotiti iz večjih vidikov. Arhitektura je dokaj hibridna in velja za interdisciplinarno. Sekajo jo številna, različna, včasih celo nasprotujoča si vprašanja, ki združujejo tehnične potrebe z umetnostjo, izpostavljajo družbene skrbi in avtorske ambicije, povezujejo komercialne vrednote s političnimi. Navsezadnje uspeh na enem področju delovanja ni mogoč brez prave strategije na drugem. V skladu z našo splošno samopodobo arhitekturni pogled ni omejen na zgolj potrebe načrtovanja. Arhitekturo je treba vedno meriti glede na merila trajnosti, trpežnosti in tudi lepote. V prizadevanje za to moramo vplesti vse sodelujoče, od strank do končnih uporabnikov. Trajnostne rešitve najprej zahtevajo podrobno analizo vzrokov. Eden nedvomno največjih izzivov je vztrajno pomanjkanje dobrih in cenovno dostopnih stanovanj. Toda tega povpraševanja ni mogoče zadovoljiti s preprostimi rešitvami. Nujni so razmisleki in tudi dejansko uresničevanje modelov za socialno in stanovanjsko pravičnost. Novi projekti morajo predstavljati tudi nadgradnje v smislu projektiranja, razmisleka o skupnih in skupnostnih prostorih, tudi skupnostnih stanovanjih. Skupnostno stanovanja so namreč manjše individualne stanovanjske enote povezane s skupnostnimi prostori. Takšna stanovanja predstavljajo zanimivo izbiro za tiste, ki ne želijo ali ne zmorejo živeti povsem sami in jim taka oblika sobivanja vseeno omogoča dovolj zasebnosti. Drugi temeljni cilj je odpraviti možnost energetske revščine med uporabniki. To se nanaša na optimizacijo programa v stavbah, opustitev na primer podzemnih parkirišč, združevanje storitev in zmanjšanje površine stavb. Tehnološke rešitve in upoštevanje bioklimatskih parametrov za doseganje pasivnih zgradb morajo vključevati tudi informirane in aktivno vključene uporabnike. Prizadevanja, potrebna za ustvarjanje trajnostnih stanovanj, so seveda pogojena z njihovo okolju in podnebju prijazno zasnovo. Globalno gledano je gradbeništvo odgovorno za dobro četrtino svetovnih izpustov CO2. Samo proizvodnja cementa predstavlja skoraj 10% emisij toplogrednih plinov na leto. Zato je treba temeljito omejiti porabo primarnih surovin in porabo energije. Tako bi bilo treba na širši podlagi dati prednost prenovi obstoječih stavb pred novo gradnjo. Hkrati se od gradbeništva zahteva tudi uveljavitev načela krožnega gospodarstva. Premik v gradbenem sektorju bi zelo pripomogel k zmanjšanju potrebe po materialu in učinkovitejši uporabi materiala, na primer za zagotavljanjem njegovega veliko daljšega in bolj uporabnega življenjskega cikla. Pri identifikaciji vgrajenih materialov v stavbo ima pomembno vlogo materialni potni list. Listina material identificira, mu prizna legitimnost obstoja v dani obliki in v konkretnem objektu. Hkrati pa zagotavlja, da material dobi in ohrani vrednost, na primer z možno ponovno uporabo tudi po razgradnji celotne stavbe.
Danes koncepti upravljanja z viri temeljijo na uveljavljenem linearnem pristopu, ki vključuje odvzem iz narave, proizvodno uporabo in odlaganje. Omenjen pristop rezultira v nenehnem izčrpavanju virov na eni strani ter vedno večji produkciji odpadkov na drugi strani. Kot tak pa ima seveda omejen rok trajanja. Z zapiranjem snovnih in vodnih tokov in s tem vračanjem virov v ponovno uporabo lahko omogočimo trajnostno upravljanje z viri. V urbanem okolju s sonaravnimi naprednimi tehnologijami zapiramo snovne tokove odpadnih vod, organskih in anorganskih materialov, hranil in hrane ter tako vzdržujemo in ohranjamo vodni krog. Primarno pa je arhitektura namenjena ljudem. Kot stroka je osrediščena v oblikovanju grajenega prostora, ki omogoča kakovostno življenje. Pa ne samo ljudem, temveč vsemu živemu. Stroka je torej postavljena pred pomembne izzive. Pri načrtovanju rabe prostora, varstva narave in oblikovanju krajine, zlasti v dialogu z drugimi strokami, ki oblikujejo življenjski prostor za rastline, živali in ljudi. Prav življenjski prostor se z vidika narave in živali vse bolj krči. Vse več ga namreč potrebuje človek za svoje preživetje. V tem smislu je pretrgano najbolj naravno osnovno sožitje človeka in narave, ki je bila njegova največja zaveznica vse do industrijske revolucije in začetka uporabe fosilnih goriv. Današnji človek v naravi vidi predvsem surovino. Kar danes proizvede ali pridela, je namenjeno zgolj njemu samemu. Postal je ključna sila, ki nadzoruje naravo, ji vlada, jo nadzira in si jo lasti. S svojim delovanjem je do sedaj tako spremenil življenjski prostor na Zemlji, da znanstveniki predlagajo uvedbo nove geološke dobe, antropocena, v kateri smo ljudje ena od ključnih sil, ki vplivamo na dogajanje v naravi. Vendar vpeljava antropocena kot nove geološke dobe ni samo strokovno znanstveno vprašanje. Predstavlja bistveno širši problem, ki na novo postavlja odnos med človekom in naravo. In na novo naslavlja tudi arhitekturno stroko. Upam, da ste nas slišali. V 4. sezoni podcasta Odprto sem bila z vami Lenka Kavčič. V poslušanju vas vabimo tudi v prihodnje. Lep pozdrav do naslednjič. Poslušali ste podcast Odprto, prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zavzemajo za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.